ena zanimiva stvar, mislim, zanimiva, ni internet tako prijetno, ampak pa prihajajo vedno bolj nasilne generacije iz osnovnih šol v srednje šole. To bi je povedala ena ravnateljica srednje šole, ko jih je upozoril, ne vem, nekdo iz Zavoda za šolstvo, meni se zdi. Ja, vedno bolj nasilni, ne upoštevajo, ne spoštujejo, pripravljeni so se stepsti in tako naprej, precej hitro. In tle bodo na udaru predvsem poklicne šole, oziroma strokovne. Medtem gimnazije pač ponavadi pridejo oni, ki hočejo imeti več mera, ampak imajo pa več težav, znajo imeti skritih, nevidenih, se soočajo z drugimi stvarmi. Ja. Glih na to temo včeraj videla eno objavo, ki se je zdaj nekje v Sloveniji zgodila, ko je pač bili so starši pa dva otroka nekje zunaj v lokalu ali kako že in sta starša predvsem ful znorela na tista dva otroka, ki jima je kaj sladoled po nesreči ali padel ali kako že. In je potem neki so v to smer razpletali, koliko se zdaj dogaja, da ne vem, oče znori nad otrokom, otrok znori nad mlajšim bratcem, mlajši bratec potem pretepe psa ali pa sošolca in kako se to verižno premika. Se pravi, da od nekje je prišlo to nasilje, ki se potem premika po verigi. Ja, definitivno, otroci so odraz, pač pravil, ki jih kršimo odrasli. Pač pride frustracija, ne veš, ko bi se s tem zdelo, znoriš in kaj bo to malo naredil, ko bo prišla frustracija in ne bo vedel, ko se s tem zdelo, znoro bo. That's it. Če bo zraven dodal še... Znoro. Kaj? In potem spet znoriš na njega, ker je on znoro. Ja, in pa si v tem začaranem krogu. Definitivno. Ampak vse prihaja v osnovi ven tam iz pravil, ker se jih ne držimo. Mislim, ne zavedamo se posledice. Če tudi od tega očija ne bi znoril, če bi tam malo pometel takrat, ko se zmeni. Pa ne enkrat, pa ne dvakrat, pa ne petkrat, pa fotor znori, pa ni še zberan buš, bum, pade. In pol ta fant gre naprej v življenju, ima otroke, njegov tam malo nekaj naredi, se ne drži, znori, ne gre čez, bum, pade. In pol pač tako gre. In včasih je padalo strani učiteljev in staršev, si del bolj ko ne mer vse posod, redki so bili, danes pa pač ne pade več od nikjer, pogovarjati se ne znamo, je pa lapsus. In glavna stvar je, da manjka razumevanja, se človek je nasilen takrat, ker ni razumljen, takrat, ker ni spoštovan, ker ni ljubljen. Ko ti otroka udariš, moraš reči rad. Če gre v to pravilo, ne tepi ljudi, ki jih imaš rad. Neko ne napisano, ampak je tam. Če imaš nekoga rad, ga ne tepeš. In v enem momentu, ki si ga udaril, ga nisi imel rad. Nisi bil ljubeč. Ni važno, kaj reči, če to delam iz ljubezni do njega. Ne, to delaš iz frustracije do sebe.